No, vprašanje je, kaj bolnik zares potrebuje, ker si ga dostikrat zastavimo, tisti, ki hočemo pomagati, tisti, ki smo blizu nekomu, ki je zbolel, je zelo težko. Nemogoče skoraj odgovoriti enoznačno. Za bolnikom se skriva človek. Čisto poseben, čisto enkraten in vsak ima neke svoje želje, potrebe in njegovo življenje se ni zožilo samo na bolezen. Ono še vedno obstaja. Ampak tisto, kar je zanj pomembno, da zopet postavi zaupanje vase, da zopet postavi dober odnos s svojim telesom, da zopet postavi odnos z svojimi bližnjimi, tak zaupljiv in tak, da je dvojen, da ve, da je pomemben njim in da so oni pomembni zanj. Potrebuje občutek varnosti. Ta varnost nam jo dajejo bližnji, nam jo dajejo terapevti, nam jo dajejo prijatelji. Ko se srečamo bližnji prijatelji, svojci z bolnikom, smo včasih previdni, kaj bi govorili. Včasih smo zadregi. Ne vemo, kje bi začeli, bi ga tolažili, bi ga spodbujali, bi prešli na teme in se izognili bolezni. Ne, bodimo mirni, bodimo prijazni, bodimo pozorni in predvsem poskušajmo slišati tisto, kar nam govori. Tisto, kar je morda najmanj potrebno in kar najmanj ne želimo, ali pa kar bolnik najmanj potrebuje, je, da bi se nekomu smilil. Ne ponujajmo svojega usmiljenja, ker če smo ga za hip začutili, smo mi verjetno v stiski in mi ne vidimo rešitve, bolnik jo pa morda že vidi. Ena izmed zelo pomembnih stvari, kadar smo z nekom, za katerega mislimo, da je v stiski, naš dober zaveznik je včasih tudi tišina. Ker včasih je o nekih najtežjih stvarih težko spregovoriti, ampak je zelo dragoceno, če si blizu ob nekom takrat. Mislim, da je ena izmed najpomembnejših stvari, da se z bolnikom obnašamo tako, kot smo ga v odnosu, ki smo ga vajeni prej imeti. Vse to je isti človek. On ima zdaj izkušnjo več, on pozna nekaj, česar mi ne poznamo, lahko se bomo od njega in se tudi učimo, tudi če mislimo, da se ne. Ostanimo v tem odnosu odprti. Verjamemo v življenje, se verjame tudi bolnik. In skupaj bomo našli teme, skupaj bomo našli načine in skupaj bomo znali tudi kdaj biti ob bolečini. Ena izmed pomembnih stvari, ki jo včasih po nerodnosti naredimo, da bolniku preveč pripovedujemo, da mu preveč svetujemo, da mu včasih celo ukazujemo. Saj bo vse še dobro, ne vemo. Ne moreš misliti pozitivno, ne morem misliti pozitivno, če sem ravno se soočil z nečim, kar je težko. Poskusimo takrat, kako pa to ti čutiš, kako pa ti doživljaš. Ni zahtev. Praktično ne moremo postaviti zahtev, ker ni pravil, koliko časa in na kak način naj se jaz spopadam z svojimi izzivi. Psihološka opora je zelo pomembna, je neločljiv del celostnega pristopa k bolniku. Veste, posledice bolezni so včasih vidne šele, ko se človek po zaključeni bolezni vrne v vsakdanje življenje. To ni več isti človek. To je človek z neko drugo izkušnjo, z nekimi dvomi, ki mora na novo postavljati zgodbo o sebi. Psihološke moči so naše bogatstvo. To je naš osnovni vir, da lahko naredimo, lahko bi rekli celo ključ do nebes ali do pekla. Ampak istočasno je pa psihološke dejavniki so tudi vključeni v bolezni. To se pravi, sama bolezen jih na nek način lahko rani, lahko jih prizadene, lahko jih obremeni. Hkrati se pa ravno v duševnosti skrivajo viri moči za to, da se mi spopadamo s še tako na zunaj težko preobvladljivo situacijo. In psihološka pomoč je tukaj zelo dragocena. Še nekaj bi rada rekla. Res je, psihološke bolečine mnoge sčasoma same od sebe se zacelijo. Ampak ne vse. In če vi pravočasno poskrbite za to pomoč, boste morda preprečili kakšno brazgotino.